Zdravo, mi smo danes prvič na tej predstavitvi, tako da hvala za povabilo. Najbrž pa poznate našo založbo že, Lud literatura. Kot prvo že precej desetletij izdaja revijo Literatura, eno osrednjih literarnih revij na Slovenskem. Poleg tega pa prav tako že vrsto let izdaja knjižni program v več knjižnih zbirkah. Smo bili skozi leta deležni tudi že marsikatere literarne nagrade, recimo nagrada Kritiško sito, so jo mislim, da samo v tem desetletju prejeli Muanis Sinanović, pa Ajda Bračič, pa Ana Pepelnik. Ana Pepelnik, kot veste, je letos tudi nagrajenka Prešernovega sklada. No, lani je pa recimo Sovretova nagrajenka bila Julija Potrč-Šavli, ki je prevedla zbirko estonskih kratkih zgodb Urmasa Vadija. Pa Sovretova nagrajenka je bila Urša Zabukovec, ki je pri nas izdala zbirko esejev La Routine, Dostojevski in transhumanizem. No, letos bomo izdali med 20 ali 21 knjig, odvisno še od tega, kako se razpisi razpletejo, ampak bom tukaj šel na kratko skozi 21 knjig. Začel bom z zbirko Prišleki, ki v bistvu letos praznuje 30 let. Leta 1996 je izšel roman Ta o ljubezni Andreja Blatnika kot prva izdaja v tej zbirki. In po 30 letih še vedno vsako leto izdamo med 5 in 6 novih izdaj domačih avtoric in avtorjev, se pravi proza in poezija. Letos bo novo pesniško zbirko v tej zbirki izdala Nina Dragičević, ki jo gotovo poznate kot priznano pesnico, pa tudi kot priznano esejistko. No, v tej pesniški zbirki pa bo Nina načela pravzaprav temo milenijske generacije. Kot piše tukaj že v besedilu, bomo v tej pesniški zbirki slišali nekaj o pokončnosti, ampak tudi javkanje bolečega hrbta. In seveda ta pesniška zbirka razmišlja o današnji družbi, o današnji, lahko rečemo, tudi neki zaskrbljujoči katastrofalni situaciji, hkrati pa piše Nina tudi o možnostih upora in kljubovalnosti tej situaciji. Potem je že kar naslednji roman, tukaj lahko povabim, imam celo danes s sabo avtorico. Nika Nikolić je, mislim, da leta 2024 izdala svoj prvenec. Letos se bo pa predstavila z romanom Zataknjena v vezju, pa bi te mogoče Nika samo prosil, da z nekaj besedami poveš recimo neko premiso tega romana. Hvala, živjo, lep pozdrav vsem. Hvala za vabilo. Meni so rekli založbe, naj pridem kaj povedati, pa evo me, tukaj sem. Skratka, tale roman Zataknjeno, to bomo mogli popraviti. Zataknjen ni v vezju. Mogoče lažje predebatiramo. Okay. Zataknjeni v vezju je v bistvu v osnovi je to kratek družbeni roman z močnimi elementi znanstvene fantastike. Predvsem sem delala na berljivosti pa na zgodbi. Seveda se pa pač nisem mogla izogniti raznim odnosom, ki se prepletajo skozi njega. V osnovi je zgodba taka, da se glavna protagonistka ukvarja z sestavljanjem robotov, androidov, družabnikov. Ti roboti so pa namenjeni temu, da si jih ljudje lahko pridejo izposoditi in se potem z njimi družijo in tudi hodijo na zmenke. Zdaj v tem svetu so imeli pred kratkim precej težav z fake newsom, zato so kar zaostrili pravila glede tega, kako se ravna z informacijami, in ta protagonistka pa pač majčkeno prekrši ta pravila in tukaj se pač začnejo zapleti. Spoznamo tudi nek inšpektorice, ki ima svoje močne razloge, kako to regulirati. Skratka, imamo polno enih likov, ki imajo svoje interese in se nekako srečujejo, oddaljujejo, zbližujejo. Nekaj poglavij je tudi napisanih z vidika robota. Zdaj, mimogrede, ti roboti niso taki asimovski, zelo razviti roboti, pri katerih bi se ukvarjali z vprašanjem, ali imajo zavest ali ne. To je bolj neke vrste ChatGPT na dveh nogah,
v obliki človeka, podoba je relativno prepričljiva, ampak program je pa relativno osnoven. Jaz sem upala, tema, no, ki sem se jih hotela dotakniti v tem romanu, je v osnovi, kaj se dogaja z mehurčki, v katere se spravljamo, se pravi, mehurčki zaradi algoritmov na medmrežju, v kateri začnemo razmišljati, se vrteti o njih, kako iz njih izstopati, kakšne posledice imajo, kakšne so implikacije na odnose in družbo. Hvala lepa. Mogoče še vprašanje, ti si v bistvu, zdaj si se prvič s knjižno izdajo tudi razkrila kot žanrska avtorica, čeprav si že zmagovala na žanrskih natečajih literarnih. Pa me zanima, se ti zdi, da je recimo žanra v slovenski literaturi dovolj, pa je recimo žanr tista najboljša pot, da se recimo tudi spregovori o aktualnih družbenih problematikah? Zdaj, a ga je dovolj? Mislim, da ga v zadnjem času mogoče ponovno zmeraj več, nimam toliko dobrega pregleda, da bi lahko, se pravi, o slovenskih avtorjih govorim. Meni je bil žanr zmeraj blizu, tudi zmeraj mi je bil blizu na način, kako naslavlja neka družbena vprašanja. Zaželela sem se napisati žanr, ki ga jaz pač rada berem, pa se mi zdi, da včasih mogoče je to neko orodje, kako lahko bolj lahkotno se loti nekih tem, ki bi lahko bile napisane malo bolj resno. Super. Hvala. Hvala ti. No, s tem romanom se mi zdi, da na področju, oziroma vsaj v zbirki Prišleki, da mogoče prvič bolj odločno tudi vstopamo na področje žanra, čeprav bomo o njem pozneje še malo spregovorili v okviru zbirke Piknik. Sicer bo pa v zbirki Prišleki izšla še tale zbirka kratke proze, ki se ne imenuje več Omara, to je bil delovni naslov, zdaj bo novi naslov Peti okus. Nataša Skušek je nekako multidisciplinarna umetnica, ukvarja se z kiparstvom, inštalacijo, videom, fotografijo in tako naprej. Je pa že leta 2021 izdala svojo prvo zbirko kratke proze in zdaj prihaja druga, v kateri govori o odnosih, družinskih odnosih in tako dalje. Formalno pa potem različne kratke zgodbe povezujejo ene take krajše ulomke, krajše razglednice, ki potem na nek način kolažo vse skupaj povežejo. Potem je tukaj Leonora Flis, ki se v svojem romanesknem prvencu Ameriške sanje je romaneskni prvenec? Ja, je. Se pa loti ene take malo širše zgodovinske freske, ki govori o Slovencih oziroma Slovenkah v Ameriki, natančneje v New Yorku, in sega od Angele, slamnikarce, ki pripotuje v New York leta 1923, in potem seže vse do junakinje Ule, ki je pa Angelina pranečakinja, ki New York obišče v današnjih dneh in potem skozi Angeline zapiske raziskuje njeno zgodbo in jo nekako usporeja potem tudi svojo. Aleš Mustar je sicer znan tudi kot prevajalec romunske in makedonske književnosti, je pa s svojimi pesniškimi zbirkami že bil nominiran za več najpomembnejših slovenskih nagrad. Tale zbirka je tematska pesniška zbirka, ker se posveča pravzaprav pokopališčem, ki segajo od Slovenije do Egipta, do Gaze, Šrilanke, Balija, Japonske. In v grobovih se zdi, Alešu Mustarju se nekako stikajo osebne zgodbe in univerzalne zgodbe, se pravi osebno in družbeno. In seveda tukaj so vpleteni kajpada razmisleki o smrti in minljivosti, ampak pravzaprav je skozi ta premislek o grobovih ta pesniška zbirka v resnici tudi knjiga in premislek o življenju. Esa Pavačič, še en dobro znan in priznan slovenski pesnik in esejist, tudi Rožančev nagrajenec za zbirko esejev Veš mašina svoj dolg. Mislim, da bomo tale naslov tudi še malo popravili, in sicer bo tale S šel v oklepaj, tako da bojo to hkrati snežne pesmi in nežne pesmi.
Esad Babačič se, kot tukaj že piše, sprašuje, kako pisati snežne pesmi v mestu, ki je že nekaj let brez pravega snega. Bojo pa to bolj kratke pesmi, ki jih recimo poznamo že iz njegove ene od prejšnjih pesniških zbirk včasih. Tako, to bojo letošnji prišleki, se pravi nove izdaje domačih avtorjev in avtoric. No, prej sem omenil, da se v prišlekih mogoče prvič tako odkrito spopadamo z žanrsko književnostjo. Imamo pa tako ali tako zbirko Piknik, mislim, da je to naša najmlajša knjižna zbirka. Piknik je pa pravzaprav zbirka, ki je posvečena prevodni žanrski književnosti, in tukaj res urednica Veronika Šoster poskuša izbrati tiste vrhunce, ki pač niso samo žanrski v smislu, da se hitro listajo, ampak so recimo tudi literarni vrhunci. No, en roman, ki bo izšel v tej zbirki letos, je roman Inšpektor Castillo od Claire Azzopardi, malteške pisateljice, ki je pravzaprav metakriminalka. V tem romanu se povezujejo 3 zgodbe. Tukaj je najprej junakinja Amanda, ki se spopada s tem, da jo je v otroštvu zapustila njena mati. Potem je tukaj njena teta, ki je pisateljica kriminalk, pa je sama umorjena, in potem na neki drugi, recimo pripovedni ravni, je potem še ta naslovni inšpektor, ki je pa pravzaprav junak romanov te pisateljice kriminalk. In skozi to metakriminalko roman govori recimo po eni strani o materinstvu, o recimo odsotnosti matere v otroštvu, pa po drugi strani recimo pa tudi o korupciji, ki je na Malti kar pereč problem. Potem je tukaj Howard Phillips Lovecraft, prav tako že zelo dobro znan avtor, izšel recimo v modernih klasikih pri Cankarjevi založbi. Tudi v zbirki Piknik smo že izdali njegov roman Primer Charlesa Dextera Warda, pa recimo lani smo izdali tudi esej Michela Houellebecqa o Lovecraftu, skratka, gotovo ga poznate, neke vrste moderni klasik, ki je pa recimo hkrati utemeljitelj posebnega grozljivega podžanra Cosmic Horror. Tale roman je pa rahlo tudi pustolovski, zato ker govori o eni od pravih raziskovalcev, ki se podajo na Antarktiko, tam pa odkrijejo sledove neke predčloveške civilizacije, ki je pa zdaj ni več, med drugim zato, ker je ta predčloveška civilizacija sama ustvarila ene svoje stvaritve, ki pa potem jim, kot kaže, niso najbolj koristile, in zdaj mogoče v tej dobi umetne inteligence, ne, že prej smo govorili o androidih in chatu GPT-ju, nekako se tudi tukaj ponujajo vzporednice, čeprav je bil roman napisan že leta 1936. Walter Tevis je ameriški pisatelj, človek, ki je padel na zemljo, ki mislim, da bo potem postal mož, ki je padel na zemljo. Ta naslov se bo tudi še spremenil. Govori o vesoljcu, ki pade na zemljo oziroma pripotuje na zemljo, da bi rešil svojo civilizacijo. Za te zemeljske standarde je precej inteligenten in napreden in s to tehnologijo, ki jo prinese s sabo, recimo zelo hitro tudi pridobi neko bogastvo in uspeh, ampak hkrati ga pa tudi zagrabijo te naše recimo človeške bolezni, kot so recimo osamljenost, odvisnost, pomanjkanje smisla. Tako da pravzaprav to ni samo roman o vesoljskih bitjih, ampak je v bistvu roman tudi o nas samih in naših zelo človeških problemih. Zdaj, tisti, ki ste filmofili ali pa ki ste fani Davida Bowieja, pa najbrž veste, da je bil po tem romanu posnet kar precej znan film, kjer vesoljca seveda pač kdo pa drug igra, ravno David Bowie. Prevedel je ta roman Tone Škrjanec, pesnik in prevajalec. Tako,
To so izdaje v zbirki Piknik. Potem je tu zbirka Stopinje, ki se posveča kratki prozi, pa ne domači, ampak pravzaprav svetovni. Iz ene velike množice svetovnih držav smo že izdali kratko prozo. Letos bomo izdali Javierja Mariasa, prav tako pisatelj, ki je slovenskemu bralstvu že dobro znan, recimo po romanih Tu začne se zlo, Tako belo srce, Zaljubljenosti, recimo znana je tudi knjižna izdaja Napisana življenja. Je pa to kratka proza, v kateri se recimo že razkrivajo mnoge teme iz njegovih poznejših romanov. Malo je fantastično, malo je detektivsko, malo je tudi neke autofikcije. Čez celo zbirko se pa recimo tudi neka ta mariasovska melanholija prepleta. Potem je tu ena, mislim, da avtorica, ki slovenskemu bralcu zaenkrat še ni znana, to je Mikela Murdža, zbirka Ana od dežja in druge najdene zgodbe, to je avtorica Sardinije. Ključne teme ali pa ključna gesla pri njej so vprašanja identitete, emancipacija žensk, tudi queerovska emancipacija, pa hkrati po tonu je pa značilna recimo ironija in tudi družbena kritika. Avtorica je žal že preminula, mislim, da je to njena prva posthumna zbirka. Zbirko je prevedel Janko Petrovec. No, potem je pa tukaj še Lord Dunsany. To je pa avtor, ki je ustvaril v 19. in 20. stoletju in za časa svojega življenja je bil pravzaprav najbolj znan kot dramatik. Danes je pa najbolj znan po enem romanu in ravno po svojih kratkih zgodbah, kratkih pripovedih, ki so pa fantazijske. V njih je ustvaril nek cel svoj panteon bogov, neko celo svojo mitologijo, pa hkrati, za razliko od recimo neke te antične mitologije, je v te svoje pripovedi umešal tudi neke filozofske zastavke, ki jih je lahko umešal kot nekdo, ki je živel v 20. stoletju, se pravi filozofijo 20. stoletja. Na nek način bi lahko tem pripovedim lahko rekli tudi pravljice za odrasle. Kar je pa zanimivo, je tudi to, da je z svojimi pripovedmi vplival tudi recimo na Tolkiena in že omenjenega Lovecrafta. Olivia Rosenthal, francoska avtorica, mislim, da tudi prvič prihaja med slovenske bralce s tem prevodom. Prevedla jo je Suzana Koncut, zelo znana prevajalka, tudi nagrajenka Prešernovega sklada. V tej zbirki kratke proze ali pa kratke proze, kratkih besedil gre pa v bistvu za pripovedovalko, ki se pravzaprav sooča z različnimi filmi in s svojim odnosom do teh filmov in potem premišljuje malo o razmerju med filmom in literaturo, ali lahko recimo besede parirajo filmskim podobam in hkrati tudi te filme recimo kritično preizprašuje. Se pravi, to gre za kratko prozo, ki je malo na meji spet med fikcijo, esejistiko, autofikcijo. Naslov zbirke Vse ženske so vesoljci. Mislim, da teli vesoljci so pravzaprav mišljeni te znani filmski alieni. Tako, zdaj pa od leposlovja prehajamo še k našim zbirkam, ki so posvečene bolj teoriji, esejistiki, literarni vedi, literarni zgodovini. Domača zbirka Novi pristopi prinaša najprej razpravo Matica Kocijančiča Antigona na slovenskem, antični mit v književnosti in filozofiji. Matic Kocijančič najprej se posveti tej izvirni antični Antigoni, potem se posveti Antigoni v času francoske revolucije, potem pa se posveti še posebej po eni strani slovenski kritiški recepciji Antigone, pa po drugi strani vsem slovenskim upodobitvam Antigone, recimo Dominik Smole je še posebej znan
potem pred njim je bil Miran Jarc, v sodobnem času sta pa recimo o Antigoni pisala oziroma razmišljala recimo tudi Tine Hribar, Slavoj Žižek. Letos, kot najbolj vsi vemo, je 100-letnica smrti Srečka Kosovela in ob tej obletnici bomo tudi pri literaturi izdali študijo Janeza Vrečka, profesorja, ki je en velik del svojega akademskega življenja posvetil ravno Srečku Kosovelu in zgodovinski avantgardi. Čas je prostor ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela in predvsem se Vrečko tukaj posveča Kosovelovemu razmerju do newtonske fizike, ki mu je Kosovel, tako razmišlja Vrečko, nekako do določene mere nasprotoval, zato ker se mu je ta vizija zdela preveč mehanicistična. Mislim, da je profesor Vrečko ob nastajanju te knjige nekako korespondiral tudi recimo z znanstveniki, naravoslovnimi znanstveniki, fiziki, in če se ne motim, bo tudi en predgovor te knjigi pravzaprav prispeval tudi raziskovalec iz Inštituta Jožefa Štefana, tako da tudi z tega vidika bo to v bistvu zanimiva monografija. Iztok Siter ga najbolj poznate kot precej plodovitega slovenskega striparja, hkrati pa ni samo ustvarjalec, ampak razmišlja tudi sam o slovenskem stripu, že vrsto let piše kritike stripa, razmišlja o nekako njegovi družbeni vlogi, družbeni kritiki in njegove nekako prispevke je zbral zdaj tudi v knjigi, ki mislim, da v resnici izide že zelo kmalu te dni. Poleg tega pa recimo se nekateri njegovi prispevki posvečajo tudi stripovskim priredbam literarnih klasik, recimo Don Kihot, Izgubljeni raj, Preobrazba. Skratka, to je nekako sežetek Siterjevega teoretskega stripovskega angažmaja. Potem je tukaj še raziskovalka Alenka Kuron z knjigo Stičišča, razprave o slovenski literaturi. Raziskovalka se posveča po eni strani delom, ki govorijo o Prvi svetovni vojni, potem se posveča delom slovenskim iz druge polovice 20. stoletja in potem še najnovejši slovenski literaturi, kjer pa recimo so pomembne perspektive spolna identiteta, seksualnost, večjezičnost. Potem ena razprava je specifično o gorniški oziroma alpinistični literaturi, ki je tudi v slovenskem leposlovju kar pomembna. Pa recimo potem o vlogi glasbe v slovenski literaturi. Odlomek iz te razprave smo ravno kar objavili tudi na našem spletnem mediju ljubliteratura.si. In še zadnja naša zbirka, prav tako bolj teoretsko-esejistična, gre pa tukaj za tuje avtorje. Najprej tukaj Uwe Wittstock. Pri literaturi imamo v zbirki Labirinti zdaj že kar tradicijo po eni strani biografij znanih pisateljev, recimo biografija Iva Andrića je bila v zadnjih letih zelo uspešna. Po drugi strani imamo pa tudi take zanimive esejistično-zgodovinske, skoraj da že romaneskne knjige o določenih zgodovinskih dogajanjih. Recimo lani smo izdali kar 2 knjigi o filozofih in filozofinjah 20. stoletja in njihovem času in njihovi zgodovini. Tale knjiga Februar 33, Zima literature, pa govori o nemškem februarju 33, ko je Hitler prevzel oblast in kako so se na to odzvali oziroma kako so v teh novih okoliščinah jadrali nekako tam živeči umetniki, pa tudi novinarji. Tukaj, kot piše, knjiga popisuje, kako se je krhka demokratična ureditev Weimarske republike v kratkem sprevrgla v avtokratsko vladavino, nekaj, kar je precej aktualno pravzaprav še danes in v vseh časih.
Avstralska raziskovalka Lorraine Sim se je posvetila Virginiji Woolf in predvsem temu, kako Virginia Woolf opisuje vsakdanje izkušnje svojih junakov, kako se modernistično loteva teh vsakdanjih življenj in kateri neki filozofski spet zastavki, filozofske podlage so Virginijo Woolf vodile pri njenem pisanju. Jacques Rancière, to je tista 21. knjiga, ki je trenutno mogoče še malo v zraku, ampak upamo, da se bo tudi realizirala. Se je v temle eseju posvetil Čehovu in sicer tej nekako značilnosti večine Čehovovega pisanja, da bi se v teh zgodbah nekaj lahko zgodilo, pa se potem ponavadi ne, da se junaki nekako ne odločijo, da se ne ločijo od svojih trenutnih življenjskih okoliščin. In prek tega potem Rancière razmišlja o tem, kako, recimo tudi v današnjem času, kako ohraniti neko upanje, čeprav recimo smo na marsikaterem področju lahko razočarani, deziluzirani, kako nekako kombinirati, se pravi, neko aktivnost kljub okoliščinam, ki nam mogoče niso najbolj naklonjene. In še za konec John Maxwell Coetzee, prav tako slovenskemu bralstvu že dodobra znan, Nobelov nagrajenec, v slovenščino imamo prevedenih vrsto njegovih romanov, tudi že eseje, pa tudi v slovenščini so pravzaprav že nastala teoretska dela o njegovem opusu. No, teli eseji pravzaprav pokrivajo neko malo daljše njegovo obdobje in zanimivo pri tem je, da skozi te eseje lahko vidimo nekak razvoj njegovega mišljenja, ker recimo, kot piše tukaj v besedilu, doktorska Coetzee-jeva naloga je v bistvu bazirala na računalniški stilistični analizi besedil Samuela Becketta, kar se sliši mogoče malo preozko za obravnavo literature, no, potem pa s časoma je začenjal razmišljati čedalje recimo širše, multidisciplinarno, bolj eruditsko in nek ta razvoj prinaša tudi ta zbirka. Je pa ta izbor tudi sestavljen s to mislijo, da so tista dela, o katerih Coetzee v teh esejih govori, leposlovna, tudi dostopna večinoma v slovenskem jeziku. In to je to. Za konec še enkrat povabilo k branju revije Literatura, ki tudi obstaja že eno celo vrsto let in je pač vedno aktualna, vedno zasledujemo neke najbolj aktualne, inovativne teme, eseje, kritike, novo prozo, novo poezijo, tako da lepo vabljeni. To je to. Katalog mislim, da boste v doglednem času lahko tudi dobili. Če so še kakšno vprašanje, sem na voljo. Če ne pa, najlepša hvala.